All for rainbow. 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 Dobrodošli v All for Rainbow podcastu, tokrat epizoda 10. Današnja tema je šport in LGBTIQ+ skupnost in vključevanje skupnosti v šport. Z mano je pa Tina. Zdravo! Ja, Kak si? v redu. Super. Mogoče lahko kar gremo na prvo vprašanje. Zanima me, kako lahko posameznik, posameznica ali pa neka skupina prispeva k varnejšemu prostoru LGBTIQ+ oseb v športu. Kako prispevamo? Definitivno ena izmed teh je, da se povezujemo, da enostavno osveščamo osebe, okolico o LGBT tematikah, dejansko o LGBT težavah, problemih, s katerimi se naša skupnost sooča. Definitivno občasno je treba videti tudi, kaj določene posamezniki potrebujejo. Mogoče, ne vem, glede za plavanje specifično, ker je dosti, kako rečem, zelo razgaljeno zaradi kopalk. Se večina ljudi res ne upa jeti, in včasih bi bilo fajn imeti za njih zaprt prostor. Zaprt prostor v tem primeru, da so tudi okna zaprta. Kar pomeni, da noben javnost ne more do te v tistem trenutku not priti. To je. Okay. Kaj eno hitro podvprašanje, se ti zdi, da se vedno več LGBTIQ+ oseb odloča za vključevanje v šport, kot pa se je včasih? Ja, mogoče se res sploh zaradi znanih oseb, ki se vedno iz dneva v dan ali pa bolj iz meseca v mesec otirajo. Vedno več je takih oseb, tako da okolica je tudi vedno bolj sprejemljiva. Tako da ja, je vedno več oseb se vključuje v šport. Je pa res, da bi bilo fajn še več oseb, ker bi bilo lažje pol tudi vse ostale LGBT osebe. Ko smo že pri znanih športnicah in športnikih, ki so se tudi avtirali, nekaj malega si že omenila njihovo moč pri tem, da spodbujajo tudi ostale LGBTIQ+ posameznice, posameznike. Mi lahko malo več še poveš o tem, ali pa če mogoče poznaš kakšne znane osebe, ki mogoče dosti prispevajo na tem področju? Jaz poznam samo iz nogometa Megan Rapinoe, ki je naredila svoj coming out, in se mi zdi, da se kar zavzema nasploh tudi za nediskriminacijo in bolj nekako, da bi bila, ne vem, enaka plača za vse, pa v tem smislu. Ja, Megan je verjetno ena najbolj znanih v tem trenutku. Vsaj tak občutek imam, in je cela svetovna javnost jo dejansko pozna. Drugače pa tudi v Sloveniji, če se prav spomnim, mislim, da je bila Teja Gregorin v biatlonu. Nisem 100%, ampak mislim, da je bila Teja Gregorin, ki se je preselila v Avstralijo. Ona je v LGBT skupnosti in je bila tudi na olimpijskih igrah, na primer.
Drugače pa vedno več oseb iz meseca v mesec se avtira. Nedolgo nazaj je v bistvu v Argentini trans ženska prišla v prvo nogometno ligo in profesionalno igra nogomet. Zdaj mislim, da par dni nazaj je smučar Hig Roberts se avtiral tudi. Bilo je tudi nekaj v nogometu, ampak načeloma v nogometu, tako da večinoma moški se še ne avtirajo, ker je še dosti zaprto, sploh v Veliki Britaniji. Je do zaprta scena dejansko. Je pa vedno več v bistvu avtiranja. Jaz trenutno se ne spomnim oseb, dejansko imen oseb, vem pa, da jih je v zadnjem letu ali pa v zadnjih 2 letih je res veliko oseb se avtiralo in v bistvu pomaga s tem. Nekateri vem, da so zaključili športno kariero, nekateri, večina jih pa dejansko srečno nadaljuje. In vem, da njihovo avtiranje definitivno daje neko dodatno moč publiki in tudi naši skupnosti, ker v bistvu oni so tisti, ki daje neki dodaten ugled in večjo prepoznavnost. In je preko tako rečeno slavnih oseb je najlažje priti v medije. Ja. In mediji so tisti največji doseg za okolico, da jo lahko osveščamo in da postane bolj odprta. Tako da, ja, to je načeloma v bistvu čim več open oseb bo okolica tudi vedno bolj začela sprejemati in bo tudi ostali v bistvu, te, ki smo rekreativno v športu, se bomo tudi v bistvu bolj domače počutili, vedno bolj. Kako pa je, kaj malo bi se dotaknila še mogoče diskriminacije LGBTIQ plus skupnosti v športu? So še kakšne težave in ovire, s katerimi se srečujejo športnice, športniki na področju športa? Ja, diskriminacija je še vedno dnevno prisotna, žal. Je pa res, da je vedno manj. Glede na to, da so v zadnjih letih je LGBT skupnost res še dodatno bolj dobila na ogledu in tudi zaradi avtiranja številnih profesionalnih oseb v športu, je le to se dosti zmanjšalo. Tako da je veliko manj v bistvu težav. Se pa, na primer, lahko povem, da še vedno so diskriminacija v nogometu je še vedno velika, kljub temu, da v nogometu, sploh v Evropi, obstaja prav poseben projekt nogomet proti homofobiji, ki ga imamo v bistvu tudi v Sloveniji, Avtin Slovenija ga vodi. Ampak drugače tudi v drugih športih je še vedno dosti neke diskriminacije. Največ se pa srečujejo interspolne ter trans osebe. Trans osebe so prav v zadnjih mesecih, mislim, da okoli marca, aprila, maja, tam nekje, je Svetovna rugby zveza dala ven slučajno prišel podatek iz Svetovne rugby zveze in je Guardian v Veliki Britaniji objavil, da nameravajo dati ban trans osebam, kar pomeni, da trans osebe ne bodo smeli tekmovati
v ragbiju. Ampak večinoma je to šlo za trans ženske. Trans moški večinoma so lahko, še vedno, ampak trans ženske zaradi hormonov in spremembe predispozicij in vsega tega je bilo načeloma tem, da ne bi ustavili, ampak trenutno je nekje v večini držav, kjer je rugby dosti popularen, je nekje na mrtvi točki. To pomeni, da se zveze odločajo same, ali bodo sprejele to, ali bodo pa nasprotovale. Mislim, da če se prav spomnim, je Anglija, ki je ena izmed najmočnejših svetovnih držav v rugbyju, je sprejela, da bo čisto svoja pravila na to naredila. Nekaj bo omejila, ne pa popolnoma. Dočimer, na primer, Škotska ima pa trenutno neko delovno skupino, v kateri se pogovarjajo, kaj točno bi naredili. Tako da trenutno pogovori še potekajo in niso točno še dali ven, kaj ali bodo nasprotovali, ali bodo ostajali, kaj točno. Tako da, trans osebe se v bistvu ne samo v rugbyju, tudi drugje soočajo. Sploh v večini primerov trans ženske, tudi trans moški, trans ženske se večinoma srečujejo s to diskriminacijo. Kak je pa mogoče, vem, da obstajajo športne panoge, kjer tekmujejo osebe med sabo ali pa v parih, ne glede na spol. Kak je pa pri tem, ali pa mogoče tudi kakšne so alternative pri športih, kjer so take neke prepovedi? Ja, definitivno so zdaj odvisno, kaj šport omogoča. Če šport omogoča, da lahko tekmujejo mešani pari, pol je to drugače. Če šport tega ne omogoča, pol to enostavno. Je pa večinoma tako, da so za trans osebe, sploh specifično za trans osebe, neke omejitve večinoma, glede hormonskega statusa. Oseba mora biti večinoma vsaj 2 leti na hormonih in mora doseči neko spodnjo mejo tega statusa. In dostikrat se zgodi, da cis ženske imajo veliko višji status, kakor pa trans ženske na koncu, ko vstopijo v šport profesionalno. Tako da to je nekaj izmed teh zadev. To se mi zdi tudi, recimo nebinarne osebe, ki se odločijo za neko delno tranzicijo, kar problem, če se želijo ukvarjati s športom, ko imajo s temi mejami določeno, kdaj lahko, kdaj ne. Ja, to zna biti zelo, zelo velik problem, če se grdo izrazim, če je bila oseba rojena kot moški in na primer gre pa v to nebinarno, zna biti problem. Če pa zna biti v bistvu problem, če bi ta oseba hotela nastopati pod žensko kategorijo. Če bi oseba hotela nastopati pod moško kategorijo, mislim, da v večini primerov tega problema ne bi bilo. Tako da, to. Kak pa se ti zdi recimo pri olimpijskih igrah in recimo vključenost LGBTIQ+ športnic in športnikov? Slišala sem za ta Pride House, ki ga vsako leto države, mesta imajo. Mi lahko še o tem malo poveš? Ja, načeloma Olimpijski komitej spodbuja LGBT osebe. Ne vem točno vseh podatkov, kako se glede tega, lahko pa povem glede Pride House. To je v bistvu prostor, kjer se odvijajo različni LGBT dogodki preko celotne olimpijade.
In večinoma se to dogaja na večjih športnih dogodkih. Nisem pa prepričana, če obstaja tudi Pride House za svetovno nogometno prvenstvo ali pa kakšno podobno prvenstvo. Ampak ja, večinoma se te dogodki, športni dogodki ali kakšne konference se dogajajo noter glede LGBT oseb, razstave, tako da ja, dosti različno. V bistvu prek tega Pride Housea hočejo osebe, v bistvu je želja, da približamo ostali javnosti LGBT sceno, LGBT problematiko, kjer imamo probleme in da v bistvu tudi LGBT ni tisti bav, ki ga nekateri vidijo. Na drugi strani olimpijskih iger pa so tudi še kot neke recimo queer olimpijske igre, kot so Gay Games in Eurogames. To sem v bistvu prvič slišala, ko sem brala, mislim, da en tvoj članek. Mi lahko to malo razložiš? Ja, to se moram zahvaliti mojemu kolegu Andreju, da me je v bistvu sploh upeljal to. Moram reči, da to je zame ena najboljših izkušenj ever do zdaj. Gay Games so bile moje prve LGBT športne igre. In Gay Games in Eurogames, to so LGBT športne igre. Večinoma so samo LGBT osebe noter, se pa lahko tudi ostale osebe priključijo, ampak pod pogojem, da sprejemajo in da ne delajo kakšnih komplikacij do LGBT oseb. In ja, Gay Games lahko povem, da to je v bistvu neka različica olimpijskih iger za rekreativne, amaterske in tudi profesionalne osebe v športu. Ker je možnost tekmovanja izredno velika. Tudi osebe, ki se nikoli niso spopadle z dotičnim športom, se lahko na tistih igrah v bistvu udeležijo, dejansko brez vseh izkušenj. Jaz osebno ko sem šla na te igre, to so bile Gay Games v Parizu, leta 2018, v avgustu, moram reči, da ko smo prišli tja, itak mesto, že Pariz sam je po sebi izjemen. Potem pa v centru mesta smo imeli to olimpijsko vas, ki je dejansko tudi v realnosti na pravi olimpijadi, olimpijska vas. No in v tej vasi so bili različni te prostori za druženje, različni te krajši športni dogodki, pa kakšni koncerti, razstave in take zadeve. Pa smo imeli v bistvu večer, ko je dejansko uradna predstavitev Gay Gamesov. To izgleda pa identično kakor olimpijske igre. Vsaka reprezentanca posebej pride na ta velik štadion. Mi smo bili na štadionu, če se ne motim, upam, da ne naredim napake, ampak štadion je imel okoli 25,000 sedežev. S tem, da ko smo mi gor prihajali, je bila več kot polovica štadiona že zasedena. Ko je slovenska reprezentanca gor prišla. Mislim, da se je bilo okoli 5 ali 6 oseb iz Slovenije, tekmovali. In v zaključku je bil dejansko cel štadion napolnjen, ko smo vsi, ki smo tekmovali in tudi gledalci, tako da ja. Mora biti kar fajn občutek. Ja, fantastičen. V bistvu dejansko kocine ti grejo prav po koncu. Tisto vzdušje je res fenomenalen in težko opisati, ampak ja, noro. Pač lahko se rečem noro. Počutiš se tako kot tisti te pravi športniki, ker je tudi prenos v živo. In so kamere, pa so ti dejansko tisto občutek je. Ja, pa so pa v bistvu tam
prvi dan, odvisno zdaj, kateri šport je, ampak ja, prvi dan se je pri nas začel, ali tudi drugi dan so se tekme začele. Jaz sem bila z Andrejem pa Rokom v badmintonu in mi smo večinoma bili in single, posamezno smo špilali in dvojice. Imeli smo pa tudi v bistvu mešane dvojice ali pa samo moški, ženske pač. Je pa res, da v teh igrah je tako, da ni važen, kako je vse bila rejena, važno je, kako se oseba identificira. Jaz osebno, že ko sem se prijavila, jaz se nisem, v bistvu sem direktno se prijavila pod žensko kategorijo in do zadnjega dneva in tudi na tekmovanju nobenih težav, nič. Kljub temu, da imam na primer v svojem potnem listu še vedno moški predznak, ampak ja, nobene težave niso delali. In tudi v bistvu ime so držali ženski ime, niso v bistvu sploh moškega uporabljali. Tako da ja, v bistvu jaz sem tekmovala tam, ker nisem vedela, koliko dobre so te kategorije, sem šla v ta najlažjo kategorijo, to v bistvu, mislim, da je 6. kategorija to, kjer načeloma je rezervirana za tiste osebe, ki se res prvič spopadajo s tem športom ali pa ki resnično čiste rekreativno igrajo. In ja, moram reči, da sem na koncu v posamezno prišla do srebrne medalje. V finalu sem igrala z Irko, kar precej starejša, ampak moram reči, da ona ima izkušnje in ja, se ve, zaradi česa je osvojila zlato medaljo. In tudi to ni njen prvi nastop na takih igrah bil, moj je pa bil, tako da trema je bila prisotna, ker igrali smo pa v dvorani, kjer je bilo približno 15 igrišč ali 16 igrišč. S tem na finale se je igral na sredinskih 2 igriščih, na glavnih 2 igriščih. Kar pomeni ta spotlight, dejansko vse oči so usmerjene vate in zaradi tega je bila trema prisotna. Je bilo pa res fantastično igrati, tudi na primer v finalu. Jaz se spomnim, Irka je imela svojo skupino, svoje navijačice, ki so tudi z njo igrale. In ne glede na to, kjer je dobila točko, so potirali prav obedve, mene in jo. In igra se ponovadi na 21 točk v 3 igre na 21 pik. In vsakič so bile na 2 piki razlike in oseba mora v bistvu načeloma 2 piki dobiti, no pač mora biti tista razlika, da lahko zmaga. In vem, da eno so šle v bistvu čez 21, ker je bila ta razlika v bistvu izenačena in ja, na koncu, ko je v bistvu ona dobila, moram reči, da te nepopisni občutki, ta veselje, kljub porazu je bil neverjeten in tudi prav vsake posebej mi je dobesedno tudi meni čestitala Irka od teh navijaških skupin. Tudi pa sem dobila tudi od drugih oseb, ki so pač gledali tekmo, spodbudne besede in so mi čestitali, tako da ja. V katerem športu si te? To je bilo badminton. Badminton, okej. Ja. Tako da ja, v bistvu moje tekmovanje načeloma trajajo tam nekje 8 dni ali 7 dni, se mi zdi, ker smo en dan, ta prvi dan smo imeli sam posamezno, naslednji dan smo pa mix igrali, v bistvu ženski-moški ali pa ženski-ženske, moški-moški, ta varianta, tako da ja. To je bilo, kar se tiče Gay Games in je tudi v bistvu na Gay Games lahko rečem, da je bilo skupaj 10.714 ali 13 udeleženk, se mi zdi.
nekaj takega. Eurogames je pa v bistvu neka evropska različica. G-Games so bile prvič ustanovljene tudi, če se prav spomnim, je to v bistvu ameriška zadeva iz Združenih držav Amerike prihaja. Eurogames je pa evropska različica in se dogaja samo v Evropi. Je tudi veliko manjša in lansko leto smo imeli v Rimu in nas je bilo nekaj čez 1000 oseb, ki smo tekmovali. Eurogames je tudi v bistvu super, je. Odvisno tudi, kdo organizira, zna biti malenko slabše, ampak jaz moram reči, da naslednje igre, ki bodo, vsaj v letos bi moglo biti v bistvu zaradi korone so odpadle, ampak bi moglo biti v Düsseldorfu. Naslednje leto bodo v Kopenhagnu in potem leto kasneje v Niemu na Nizozemskem. In moram reči, da če si osebe želijo zapomniti, morajo iti na vsaj enega od teh dveh dogodkov. Ali v Kopenhagen naslednje leto ali na Nizozemsko leto kasneje. Lahko pa seveda na G-Games, ki bodo pa, če se prav spomnim, 2022. Takrat, ko je Nizozemska, bodo pa v Hongkongu. Organizatorji so nedolgo nazaj že predstavili, dali v javnost prizorišče tega spektakla, kjer se bo v bistvu odprtje spektakla zgodil in spet en izmed večjih stadionov, verjetno v Hongkongu, ki bo sprejel okoli 30,000 oseb, na primer. Cool. Jaz se spomnim enega filma, zdaj pa ne vem, ali je lani bil v kinih ali predlani, o eni skupini, kaj je že ta športna igra, rokomet v vodi. Waterpolo. Ja, waterpolo. Je bilo glih o tej eni skupini, ki se je odpravljala, zdaj pa ne vem točno, ali na G-Games ali na Eurogames. Spomnim se tega filma. Ne vem pa, če je bil waterpolo. Mislim, da je bilo sinhrono plavanje. Mislim, da je bilo sinhrono. Šli so pa na G-Games v Pariz. To je bilo. Zdaj ne vem, iz katere države točno izvira. Mislim, ne vem, če je to Velika Britanija. Ne moram se spomniti, ampak mislim, da če se prav spomnim, mislim, da so šli na G-Gamese v Pariz. Tako da tam naj bi bilo snemano, tudi kolikor. Zdaj ne vem, ali je bilo res tam snemano ali ne, ampak Ja. Film prikazuje, kakor da bi se tam dogajalo. Bom eno vprašanje preskočila malo, pa bom bolj prišla k njemu. Zanimajo me, ali obstajajo športne panoge, ki nudijo bolj varen prostor za LGBTI plus osebe, kot mogoče katere ostale. Težko rečem, odvisno je zdaj, kje tekmuješ, s kom je ta oseba, ko gre tekmovati, s kakšno skupino je obdana. Vse to v bistvu je odvisen. Zdaj, lahko je zelo, zelo veliko teh športnih panog, ki so na primer tudi neke queer panoge. Je pa definitivno, lahko je dobesedno vsaka panoga, tudi queer panoga, ni pa nujno, ne. Tako da to. Kaj pa je po tvojem mnenju najbolj tak queer šport? Lahko rečem po mojem za ženske, bi lahko rekla, da je nekako nogomet.
Za moške pa težko rečem. Tudi s kolegi smo se na primer pogovarjali in nimamo nekega tistega točnega športa, ki bi lahko rekli, to je pa ta šport. Ampak mogoče bi lahko bila gimnastika ali pa umetnostno drsanje. Nismo ziher, ampak mogoče bi lahko bilo to eno izmed teh. Okay. Jaz sem tudi malo spremljam, tudi tukaj pri nam v Ljubljani imajo to zanimanje društvo ali skupina Roller Derby igralcev, ki je tudi kar popularno, se mi zdi, postalo. In tudi tako se mi zdi kar LGBTIQ+ prijazno in sprejemajoče. Ja, roller derby je definitivno en izmed, lahko rečem, en izmed queer športov. Načeloma jaz nisem toliko povezana s tem športom, ga pa poznam. Ne poznam sicer pravil, vem pa da zelo veliko queer oseb se udeležuje tega športa. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Tako da vedno bolj popularen je ta šport. Kaj pa bi rekla, kakšen vpliv imajo pa mediji pri prepoznavnosti ali pa sploh pri prikazu LGBTIQ+ športnikov? Mediji imajo zelo pomembno vlogo. Zdaj, odvisno kako mediji predstavijo, je tudi pol se vidi, načeloma, kako bo skupnost odreagirala. Ker mediji imajo zelo velik vpliv na celotno skupnost svetovno. In tudi, na primer, če se vrtiramo samo v Slovenijo, lahko rečem, da skupnost, ki ni povezana z LGBT osebami, večinoma ne spremlja naše kanale, po vsej verjetnosti. In kjer oni slišijo o nas, o LGBT osebah, so mediji. In zdaj to, kar mediji napišejo, tako bo oni dejansko pol si nekako razlagali. Ja, vsak si razlaga še nekako po svoje potem, vse skupaj, nekateri pozitivno, nekateri negativno, ampak definitivno, če bomo pristopali k tem pozitivnim novicam, ker v Sloveniji je dosti tega negativizma. In če bomo pristopali k pozitivnim novicam, ne samo v LGBT sceni, ampak tudi na splošno bo populacija začela veliko bolj pozitivno razmišljati. In definitivno lahko rečem, če se bomo nekako odprli pozitivno in dali medijem priložnost, da nas poznajo, da nas v bistvu, da začnejo pisati o nas, bo pomenilo tudi, da bomo seveda več v medijih, kar bo pomenilo, da bo vedno več člankov, vedno več objav, tudi televizijskih in radijskih vsebin, namenjenih strani LGBT osebe za to promocijo in razširjanje nekega pozitivnega in vidika, da nas lahko v bistvu ostali veliko bolj sprejemajo. Tako lahko rečem. Okay. Prej, ko smo se pogovarjali o gay gamesih, si tudi omenila, da ni važno, koliko oseba zna ali pa je seznanjena z neko športno panogo, da ne rabi nekega znanja v tem. Kak je z rekreacijo in LGBTIQ+ skupnostjo pri nam, ker obstaja že to društvo Out in Slovenija? Če lahko še odprej v bistvu dejansko povem, za gay gamese je to, da ne vem, kako sem omenila, ampak obstaja teh 3 različni sklopi, nivoji, in v vsakem nivoju sta še 2 dodatna nivoja, kar pomeni, A nivo je profesionalen, v bistvu tisti A1 je profesionalen, A2 je
skoraj čist profi, pol pa B nivo, ki je na 1 pa 2 razdeljen in v bistvu te dva nivoja so super amaterji. To so te, ki se reže skoraj profesionalno ukvarjajo. In potem so še C skupnost, ta nivo, kjer je pa rezervirana za popolno rekreacijo. In za te v bistvu C1, C2, oziroma je tako A minus, A plus in C minus, C plus. In jaz sem bila, mislim, takrat v C minus. In načeloma jaz bi lahko, ko bomo tudi v C plus igrala, je pa res, da verjetno v C plusu ne bi prišla kaj visok. Ker znajo že kar dobro v bistvu igrati, moramo reči. Je tehnika že kar dobra, ampak ja, za C minus pa lahko rečem, jaz sem igrala naprimer čist proti osebam, ki so dobesedno prvič držale lopar v roki. Tako da moram reči, da to je fajn, da se res vključuje čist vse osebe in se dajo vse priložnosti. Ker je tudi, če se dobro spomnim, je menda ena oseba, ki je bila na olimpijskih igrah, na ta pravih, je bila tudi potem na enih izmed gay gamesov, kar pomeni, da so tekmovali v tisti najvišji skupini. Glede Hotel Slovenija je pa ja, to je v bistvu organizacija v Sloveniji, ki se osredotoča na LGBT skupnost v športu. In v bistvu tukaj hočemo dati neko pobudo ostalim celi LGBT skupnosti. In tudi hočemo zagotoviti ta varen prostor, kjer se oni lahko, kjer se LGBT osebe res lahko varno počutijo noter, brez neke diskriminacije. Ker to je v bistvu glavni cilj Hotel Slovenije, da ni diskriminacije in da se lahko res vse osebe vključujejo noter. In vabljene so tudi osebe, ki niso v LGBT sceni, ampak seveda, da podpirajo, da ne delajo problemov z ostalim. In Hotel Slovenija ima številne športne aktivnosti. Zdaj ne vem, če se bomo vseh spomnila, ampak so trenutno je zdaj glede korone, ne vem koliko točno je, ker nisem v Sloveniji, ampak drugače je košarka, odbojka, badminton, ples, vem, da je bil nogomet, pohodništvo, pa mislim, da je tudi kolesarstvo bilo ob določenih momentih, določeni vikendi, tako da ja, je kar nekaj športov in tudi dosti privlačni športi in tudi cenovno ugodni športi. Naprimer, jaz lahko rečem, jaz sem, ne vem, mislim, da 5 ali 6 let v prazni Sloveniji igrala badminton in cena, kakor se spomnim, je okoli 11-12 evrov, če se prav spomnim trenutno. In to je enkrat tedensko se igra v ponedeljkih proti večeru, je pa to cena za cel mesec. Ja, je v bistvu res zelo ugodno. Se splača in tudi mislim, da ostali športi imajo dosti ugodne cene, glede na to, kaj lahko oseba ven iz tega dobila. Se splača udeležiti, ker to je res ta safe space, ki pravimo, ker je prav zaradi tega bil narejen, da se lahko vsi počutimo varne noter, brez težav in da lahko res umirjeno igramo in se dejansko tam zrelaksiramo od napornih tednov v službi in dnevu. Ja, ful fajn. Meni je še posebej ta plesni del všeč, ker jaz tudi plešem swing in sicer pač v enem swing društvu tu v Mariboru,
in sem imela možnost pač sprobati obe vlogi, ker ponavadi je vodenje samo za moške, pa sledenje samo za ženske in pol ta možnost, da ni zdaj važno, kdo v kateri vlogi pleše, pa s kom pleše, se mi zdi kar tako fajn. Ja, mislim, to je res, glede plesa je to res super. Če se da zamenjati vloge in če obema osebama to všeč, je to fantastično, definitivno. Je pa, kakor vem, tale ples, da ne vem točno, kjer ga se učijo. Mislim, da so različni plesi. Se jih pa seveda učijo, ne. Tako da to pomeni, da tudi oseba, ki ne zna, pride na tiste tečaj, ne. To je neke vrste tečaj. In se učijo, pa v bistvu zadnjih ne vem koliko v bistvu časa traja, mislim, da je enkrat tedensko. Ne vem, če rečemo, da je 40 minut tistega ali pa 30 minut učenja, pol 20 minut ali tistih zadnjih ne vem koliko, verjetno ponovno 20 minut je pa tistega relax plesa, ne. Da osebe uživa. In pol v bistvu vsakič znova, ko osebe pride na ta tečaj, dobijo neke nove izkušnje in vsakič znova pol lažje tistih zadnjih 20 minut plešejo, tako da zadnjih ne vem koliko teh terminov, ki imajo, znajo res super že plesati in ne rabijo več tečajev, kar pomeni, da muska in se pleše. Ja, super. Jaz mislim, da je čas za ena taka off-topic vprašanja. Najprej me zanima, če bi lahko izbirala, katero sadje ali zelenjava bi bila. Težko vprašanje. Ampak po mojem, če izbiram sadje, mango. Mango. Ne vem zakaj, ampak ja. Ja. Tak eksotičen, poseben sadež se mi zdi. Ja, res je. Vsaj za Slovenijo je tak, malo eksotika. Jaz ne vem, kaj bi bila. Mogoče bi izbrala malino. Ja. Če bi bilo možno potovati na vse planete, ki jih poznamo, na katerega bi ti šla raziskovati? No, na to pa ne vem, vprašanja. Opravic se vedel, to pa res nikoli nisem razmišljala. Po mojem, na tistega, ki še ni odkrit. Upam, da je tako v redu, da ni prevroč, pa da ni mrzel, ker mi bolj odgovarjajo toplejši vreme. Tak nekje, da je malo na sredini oddaljenosti od sonca, recimo. Ja. Ja, super. Imaš mogoče še ti kakšno zadnjo besedo za naše poslušalke, poslušalce? Ja, definitivno to, da ne glede na to, kako jih skrbi, ali bi se udeležili v kakšen klub ali ne, in predlagam, da pišejo na Out in Slovenija, ker to je definitivno ta safe space, kot govorimo, in se splača, ker je skupnost res super in iz leta v leto je večja skupnost, tudi iz leta v leto je več športov, in tudi če ni dotičnega športa, ki si ga oseba želi, je možnost mogoče v naslednjih letih, da bo pa prav ta šport prišel zaradi poziva te osebe. Tako da Out in Slovenija se nadgrajuje iz tega vidika glede športov. Možnost je, da imamo vedno več športov in ja, definitivno z vedno večjim številom oseb v Out in Sloveniji bomo definitivno močnejši, tudi v bistvu skupnost nas bo začela vedno bolj sprejemati in za vse bo veliko lažje. Tako da, to.
Super. Upamo, da bo čim prej konec teh koronskih časov in da bomo se lahko spet malo družili pa rekreirali v športu. Hvala, dragi poslušalke, poslušalci. Želim vam veliko mavric in se slišimo v naslednji epizodi. Adijo! Yeah. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow.